AMZS Idealna linija je bila na prvih dveh dirkah državnega prvenstva v motokrosu, ki sta bili v Stranski vasi in na blatni progi v Mačkovcih. AMZS Idealna linija je preverjala pripravljenost voznikov triala v Lukovici na uvodni preizkušnji za točke državnega prvenstva. V Slovenji vasi so se zbrale dame, ki tvorijo novo ustanovljeno komisijo ženske v motošportu pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije in Idealna linija jih je pozorno spremljala. Prva dirka sezone državnega prvenstva za slovenske motokrosiste je bila v Stranski vasi pri Semiču. Prizadevni organizatorji, člani Avtomoto društva Kolpa MXS, so imeli zahtevno nalogo. Mislim, da organizatorji so se res potrudili, lepo progo pripravili, ker tu vemo, da je tako čudno teren, da je hitro se praši pa to. 80 voznikov, ki so se merili v 7 različnih kategorijah, je pokazalo, da so vsi po vrsti lačni dirkanja in merjenja moči drug z drugim. V preveliki vnemi je prišlo tudi do nekaterih napak, ki pa so se k sreči končale brez hujših posledic. Vsak se je trudil, kolikor se je lahko in kolikor je zmogel. Užival sem na progi in upam, da to prenesem na naslednje tekme. Največ zanimanja je pritegnil Tim Gajser. Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP je suvereno odpeljal prvo vožnjo in nihče ni pričakoval, da bi se mu lahko končna zmaga na dirki izmuznila iz rok. A v drugi vožnji ga je izdal motor, kar je izkoristil Jan Pancar, ki na dirkah svetovnega prvenstva vozi v razredu MX2, tokrat pa je stavil v razredu MX Open. Cilj je bil, da bi čim bolj odpeljal vožnje, da bi za dober trening, da bi čim bližje bil Gajserju in zelo sem zadovoljen in dober trening. Pancar je imel v Petru Irtu močnega in zagrizanega tekmeca. Če izpostavimo Tima, Jana se da uloviti in mislim, da lahko prizoriva še lepe borbe. Gajserjeva smola je bila sreča za Urbana Ražmana, skupno tretjega v razredu MX Open. Mislim, da malo mi je šlo na srečo, tako rečeno, ker je Gajser odstopil, tako da sem uspel na stopničke priti. Z vožnjo sem zadovoljen, z rezultatom tudi in to mi je važno. Tudi v drugih kategorijah so vozniki pokazali, da jih daljši tekmovalni premor zaradi pandemije koronavirusa ni zmotil. Med najmlajšimi je v razredu MX50 zmagal Taj Goleš, v MX65 pa Miha Vrh. Jaka Peklaj, ki ima tudi že bogate mednarodne izkušnje, je suvereno stavil v razredu MX85. V kategoriji s prostornino motorjev do 125 kubičnih centimetrov Gal Hauptmann ni dovolil presenečenja. Jaka Završan pa se je pred članom domačega društva Denisom Jakšo veselil prepričljive zmage v razredu MX2. Da so dobro pripravljeni tudi starejši, sta zmagama v kategorijah veterani 40 in veterani 50 pokazala tudi Sašo Kragl in Bogo Gajser. Druga dirka sezone je bila minulo nedeljo v Mačkovcih. Organizirali so jo člani Avtomoto društva Štefan Kovač iz Murske Sobote in pošteno jim jo je zagodlo vreme. Padavine dan prej in ponoči so namreč poskrbele za zelo blatno progo. Glede na to, koliko je bilo težav, včeraj pa ponoči, proga se je ful lepo naredila, tako da smo imeli res lep dan za dirko. Zaradi blata na progi je organizator odpovedal tekmovanje v razredu MX50. Vsi drugi pa so se zavzeto spopadli s stezo, ki je mnogim povzročala nemalo težav, a po večini so se vsi dobro znašli. Favoriti so vozili po pričakovanjih. Ponovili so dobre vožnje, ki so jih pokazali že na prvi dirki v Stranski vasi. V kategoriji MX65 se je spet izkazal Miha Vrh. V razredu MX85 pa se je moral Jaka Peklaj pošteno potruditi, da je prišel do zmage. Gal Hauptmann je v razredu motorjev s prostornino do 125 kubičnih centimetrov vnovič suvereno opravil s tekmeci. Druga dirka, drugih 50 točk, suverenih 100 točk že in sem zadovoljen. V razredu MX2 je prevladoval Jaka Završan, ki v obeh vožnjah ni pustil, da bi mu kdorkoli mešal štrene.
Podobno kot Sašo Kragl, ki je demonstriral zavidljivo pripravljenost med veterani. Vreme je naredilo svoj vtis, želimo si nekaj sonca in verjamem, da bo to v prihodnjem vikendu tudi na razpolago. V razredu MX Open sta se v odsotnosti Tima Gajserja spet srečala Jan Pancar in Peter Irt. V napetem obračunu se je zmage veselil Pancar, ki je potrdil, da je v dobri formi in komaj čaka nadaljevanje svetovnega prvenstva, v katerem nastopa v razredu MX2. Poligon Avtokveder v Lukovici je bil prizorišče prve preizkušnje voznikov triala za točke državnega prvenstva v sezoni. Soparno sobotno popoldne je na proge, ki so jih pripravili člani Avtomoto društva Lukovica, privabilo 19 tekmovalcev v 5 različnih kategorijah. Same priprave na samo dirko so potekale zadnji teden zelo intenzivno, sploh pa zadnje 2 dni. Tekmovalci so vozili 7 sekcij, na njih pa opravili 4 kroge. Po izjavah tekmovalcev so bili zadovoljni z samo progo, da je bila dovolj zahtevna. It was pretty awesome, I think. It was really fun. Hrabro in odločno so na videz nevarne ovire na progi premagovali tudi zelo mladi tekmovalci, ki jih ni bilo nič strah. Tekmovanje samo kot tako ni pretirano nevarno niti za tekmovalce, niti za gledalce. Napake, ki so voznike stale kazenskih točk, niso jemale poguma. Course here was quite technical. There was a lot of competition from around Slovenia and Croatia. Really nice course. I enjoyed all the rocks. Odločno so vozile tudi ženske. Najboljša med njimi pa je bila Lucija Sajevec pred Tjašo Fifer. V kategoriji T1 je zmago slavil hrvaški voznik Vedran Kukurin pred Damjanom Maksom Zorkom in Maksom Dežnakom. Najbolj izenačeni so bili vozniki v kategoriji T2, saj so se prvi trije razvrstili v le 4 točkah, najboljši pa je bil Hrvat Siniša Smolić. V kategoriji T3 je s konkurenco suvereno opravil Robert Šušnjara, v najprestižnejši kategoriji Trial GP pa je bil razred zase Severin Sajevec. Tekmovanje je bilo super, želel bi si, da je več tekmovalcev, vse ostalo pa velika pohvala AMD Lukovici za super pripravljene proge in pa korektnost pri izvedbi. Naslednja dirka državnega prvenstva v trialu bo v drugi polovici avgusta na Vranskem. Avtomoto zveza Slovenije je ustanovila novo komisijo Ženske v motošportu, ki deluje v okviru strokovnega sveta za avtomotošport AMZS. Predvsem se ne gre za to, da bi združenjem motivirali in navduševali v bistvu ostale, da se okuražijo, da se v večji meri pač udejstvujejo. V bistvu me zelo veseli, da se je ta komisija ustanovila, kjer opažam, da nas je vedno več žensk, ki se ukvarjamo tudi z tradicionalno moškim športom. Če je stvar organizirana, potem bo bolje slišana v športnih in ostalih krogih in seveda s tem bomo informirani in pa vzbudili zanimanje. Dame so se zbrale v AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi. Slovenska krovna organizacija za karting in motošport je povabila vse, ki so imele v zadnjih 20 letih tekmovalne licence. Jaz sem zmeraj rekla, da je dirkanje neka šola življenja, ne dati v bistvu samo nekih novih izkušenj, ampak tudi neka vodila za kasnejše življenje. Ženske v motošportu morda manj, te, ki so pa v bistvu ekstremno dobre. No? Da so res zelo dobre, so pokazale tudi v Slovenji vasi, kjer so se, čeprav iz različnih panog, pomerile v kartingu. Mislim, da je bilo včasih, ne bom rekla, da je bilo manj žensk, mogoče sem jih celo zaznala več, sploh v svetovni konkurenci. Vsekakor je bilo težje. Ko sem prišla v te vode, sem videla, da ni tistih, ki bi te naučili, in sem bila pač samouk. In mislim, da je to treba spremeniti zdaj. Delo z podmladkom, mislim, da je to najbolj pomembno, da z temi ženskami, s temi puncami, ki imajo na koncu neko kariero za sabo, ki imajo izkušnje, ki imajo znanje,
in da ta know-how prenašajo na mlade rodove. Kar ponosna sem, upam, da bom kaj lahko uspela pomagati mladim nedobudnicam, ki bi prišle v ta svet, ta čaroben svet tekmovanja. Konec koncev, zakaj pa se ne bi poleg tekmovalnega športa ob tem še družile in drugo v bistvu potiskale naprej k večjemu uspehu. Hitre dame so v preteklosti že bile zelo uspešne in ni razloga, da jim ne bi uspelo doseči zadanih ciljev tudi v vlogah športnih funkcionark novo ustanovljene komisije. V naslednji oddaji bo AMZS Idealna linija prisotna na cestnohitrostni dirki državnega prvenstva na Grobniku. Z državnim prvenstvom bodo začeli v kartingu. Prva dirka bo v Slovenji vasi pri Ptuju. Motokrosisti se bodo tretjič v sezoni udarili za točke državnega prvenstva, tokrat na legendarni radizelski progi. Druga dirka sezone državnega prvenstva pa čaka voznike v minimotu, na skuterjih, mini GP-ju in supermotu.